Dober večer. Če ste mislili, da bo novo leto prineslo malo miru in veliko snega, se dogaja vse prej kot to. Politični parket je še bolj vroč, snega od nikoder. V Mariboru pa se že čuti vročica pred začetkom Evropske prestolnice kulture in tudi mi bomo nocoj o tem seveda govorili. Na obisk prihaja k nam Miha Guštin-Gušti, Tadej Eder, nagradna igra, ki bo nocoj povezana z vsebino oddaje, zatorej pokličite nas na naši telefonski številki, postavite vprašanja našim gostom ali počakajte na nagradno vprašanje. Začenjamo pa oddajo s koncertnim zborom Karmina Slovenika, ki ga vodi dirigentka Karmina Šilec in sodi med vodilne ansamble v svetovnem zborovskem gibanju. Poslovni direktor zbora Karmina Slovenika, Milan Petek, dobro večer vam želim. Dobro večer. Kako ste, kaj je najbrž zelo napeto, glede na to, da se je v Mariboru že začel mednarodni festival Koregi? Prej ste rekli, Evropska prestolnica se bo pričela, se je že pričela. Se je že, no. Pričela se z nami v nedeljo z mednarodnim festivalom Koregi, Aka Koregi. Organizator oziroma producent tega festivala je Zavod Novo glasbeno gledališče, ki je ena izmed, recimo, sestrskih firm, pod narekovaji narečenih, ker v naši dejavnosti ni firm, je zavod, torej Karmine Slovenike in pa seveda Karmina Slovenika. Istočasno je pa koproducent Evropska prestolnica kulture, torej Zavod Maribor 2012, in to je rezultat tega sodelovanja. Oni so financierji, mi pa smo tisti, ki naredimo program in organiziramo celotno zadevo. Kakšen je program, kaj vse se da videti na tem mednarodnem festivalu Koregi, drugačen je, oziroma od ostalih ga mogoče opišete, tako da bodo vsi vedeli, zakaj gre? Ja, res je, to je nekoliko drugačen festival, kot so ga ljudje pravzaprav navajeni. Karmina je začela z nekim novim gibanjem v zborovskem dogajanju, torej tako imenovano scensko glasbeno gledališče. In ta festival je nekako odsev tega začetka tega gibanja v Mariboru. Mi moram reči, da je pravzaprav po svoje evropski novum. Torej v Evropi podobnega festivala ravno tako ni pravzaprav. In tudi precej gostov imamo iz ostalih evropskih držav. Za ilustracijo mi smo začeli v nedeljo z enim projektom, imenuje se Ženske radosti, same po sebi pove, šlo je za kostime, ki jih je delala Belinda Radulović, to je ena znana kostumografka Mariborskega gledališča. Začinjeno z glasbo, spet bi rekel nekoliko sodobno. To je bil prvi del, pol pa se je izvedel en koncert Oriana imenovan, kjer je ansambl Musicum Cubicularis torej izvedel eno elipsatinsko obdobje muziko, zanimiva, nežna, čutna, in moram reči, da smo vsi uživali v tem festivalu oziroma tem prvem dnevu. Drugi dan včeraj se je nadaljevalo z projektom Kdo bi si mislil, da sneg pada. V njem je bila avtorica in glavna, torej kreatorka tega dogodka Jovana Popič, čeprav ime kaže, da je to nekdo iz našega okolja bližnjega, je resnično gospa iz Srbije, iz Beograda, ki pa živi in dela v Berlinu. In skupaj s Karmino sta pravzaprav pripravila en projekt, ki je bil spet specifičen, ker je šlo za glasbo, kombinacijo glasbe, kombinacijo videa, kombinacijo risanja, plesa, giba in tako dalje. Po mojem, lep dogodek, ki so ga včeraj spremljali mnogi obiskovalci. V petek in soboto pa se obeta sploh poseben dogodek, placebo ali... Komu potok so ostali. Tako, ja. Malce drugače, no, malce zakomplicirano. Moram zaradi ravnotežja še samo to povedati, ravno kar verjetno se zaključuje tretji dan z Izidorjem Leitingerjem, ki je pripravil tudi en zanimiv projekt skupaj z mednarodnimi, torej njegovimi kolegi in kolegicami. In jutrišnji premor izkoriščamo za to, da mi spostavimo stanje v Unionski dvorani, ki je pa drugačno, kot je Mariborčani navajeni. Mariborčani so navajeni na Unionsko koncertno dvorano, v katerem se na podiju sedi, na odru se poje ali pač nekaj dogaja. Mi smo obrnili zadevo in na bivšem odru imamo postavljeno tribuno, torej tam sedimo, celo prizorišče, tam, kjer je pa običajno publika, je pa oder. In ta oder je opremljen z kompletno novo sceno, z lučjo, z zvokom, torej z opremo, tehnično relativno zahtevno in pa z perfektnimi izvajalci. To se bo dogajalo pa v četrtek in petek. To je placebo. Gostujete tudi v Ljubljani prihodnji teden? Ja, v Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani smo v koncertu v soboto, 21. in v nedeljo v okviru vokalnega abonmaja, torej se nam kot koproducent pridružuje Cankarjev dom, ki zagotavlja vse tehnične pogoje, mi smo seveda izvajalci ponovno. No, prestižni ugled zbora potrjujejo seveda tudi številni koncerti po vsem svetu. Gostujete venomer vsako leto, odpotujete kam?
Torej, zbor je svetovni popotnik. Ne? Žal, težko je uskladiti vse te želje, ki jih imajo nekateri organizatorji po sodelovanju Karmine na raznih koncertih, turnejah tujini, pa z obveznostmi, ki jih imajo pevke. Ne? Pevke so seveda odraščajoča dekleta, ki so vse v šolah, ali osnovnih, srednjih in pa tudi kakšna v fakulteti. In to je treba nekako vse uskladiti in Karmina Šilec dela to zaenkrat zelo uspešno. Zato smo povabljeni na zelo, zelo zahtevne dogodke v tujini, vsega se pač ne moramo udeležiti. Morda se vrnemo na ta placebo, ker se mi zdi, je dogodek, ki ga je potrebno zdaj v tej priliki omeniti. Mariborska koncerta sta razprodana, žal. Torej, mi več drugih gledalcev ne moremo povabiti, so pa povabljeni v Cankarjev dom. Ljubljana ni tako daleč, da se to ne bi moglo videti. Zasedba je prvovrstna, poleg Karmine Slovenike, torej sodeluje Slovenski komorni zbor, Sabina Cvilak, Marko Hatlak, Pečarjeva, violončelistka, torej muzika Kubikularis Ensemble, pol Jožica Avbel, Olga Kacjan, torej sama znana imena slovenske glasbene ali pa dramske umetnosti in ko to sestaviš v to zgodbo in jo opremiš z tehničnimi efekti in z lučjo in z sceno, mislim, da je to perfektno dogodek, ki ga je treba videti. Kaj pa se bo dogajalo? Vsebina, mogoče predstave? Vsebina je, bi rekel, ena kombinacija spoj starega in novega. Dogodek ali pa scenski koncert bazira na Pergolesijevi Stabat Mater. To je znano baročno delo, na katerem temelji marsikateri izdelek kasnejši tudi. Karmina Šilec se sestavlja torej iz tega temelja v 14 slikah s spojem novega in starega. Tudi novo sodobno glasbena dela so priključena s tem, da vse vezano na ljubezen matere do otrok in tako dalje. Torej, ta, bi rekel, kombinacija, v kateri pravzaprav prihaja do preobratov iz enega mirnega, gladkega, zasanjenega vzdušja v eno glasno vzdušje z sodobno tehniko in tako dalje, ampak efektno in perfektno izvedeno. Težko jaz opišem, torej kakšen umetnik bi bolje kot jaz to opisal. Jaz sem približno tole povzel, kar sem poslušal na tiskovni konferenci in koliko sem imel priliko videti vaje. Žal sta koncerta razprodana, pa vseeno jaz upam, da še bo se dalo videti kakšno ponovitev, kje doma, razen v Ljubljani, mogoče prihodnje leto ali pa še leto, vse komaj se je začelo. Take ponovitve se ne da ponavljati, oziroma takega koncerta se ne da ponavljati, ker je zvezano prvič z ogromno stroški, z drugimi izvajalci, ki so spet strošek. Torej vsi, ko to sešteješ, to je lahko samo dogodek, ki ga izvedeš v nizu možnosti. EPK je pač sredstvo namenilo, koliko je bilo možno nameniti. V okviru tega smo mi organizirali oziroma izvedli in izvajamo te 4 koncerte in več tega koncerta pravzaprav ni možno ponavljati, kar je škoda. Nas skrbi malo tole, da bo se Evropska prestolnica, mi smo sicer začetniki v januarju, iztekla na način, da to ne bo omogočalo nekega trajnostnega nivoja ali pa trajnostnega dela na tem nivoju, ki ga morda zdaj vsi dosegamo, da bo verjetno zaradi, ko bo se prenehalo, upamo, da ne bo sicer, ampak bojazen je, da bi padel ta nivo financiranja, da bi padel ta nivo pozornosti. Karmina bo živela seveda z EPK-jem ali brez EPK-je, bi pa bilo pametno graditi seveda na tem, kar je bilo doseženo in kar zdaj ponujamo, torej Mariboru, Sloveniji, Evropi, pa verjetno tudi svetu. Vidim, da imajo veliko srečo, da imajo vas kot poslovnega direktorja, da obvladate pravzaprav vse, sicer pa ste znan, lahko rečem, politični obraz, tako Maribora kot Slovenije. Vas še kaj mika politični parket? Najprej ne vem, če imajo takšno srečo. Torej, prekratek čas sem, da bi jaz si lastil zasluge za to, da je Karmina dosegla to, kar je dosegla. Res je, da sem bil prej 11 let predsednik, ne vem, če je to znano. Jaz sem bil predsednik Karmine Slovenike od leta 1993 do 2004, kasneje sem se poslovil, zdaj sem se vrnil v to poslovno okolje, ali pa na poslovni način. Jasno, moja naloga je, da te temelje, ki so, dogradimo, zgradimo, organizacijo izboljšamo ali pa naredimo tako, da bo primerljiva evropsko, in to je pač moja profesionalna obveza. Imamo dobre sodelavce. To, kar smo zdaj naredili v Unionski dvorani, torej jaz sem prepričan, da delajo gledališča z težavami, pa imajo ta gledališča svoje delavnice, svoje scenografe, kostumografe, razne udeležence. Mi smo to naredili, bi rekel, z eno malo ekipo teh nas, ki smo organizatorji. Seveda najeli smo ogromno zunanjih sodelavcev, ki so spravili ta projekt v življenje. Jaz se njim vsem, izkoriščam priliko, zahvaljujem, njim vsem zahvaljujem. Ogromno truda je bilo vloženo in prav zanimivo je in bo videti še reakcije gledalcev, ko pridejo v Unionsko dvorano, kaj je iz tega nastalo. Torej, jaz sem zadovoljen, mi smo vsi ponosni, upam, da tudi Mariborčani na nas.
Pa bomo še kdaj videli na političnem parketu za konec? Če se vrnem politiko, jaz sem se za politiko odločil oditi popolnoma in prav vesel sem, da me ni več zraven, ni mi všeč to, kar se dogaja, moram reči, da ampak ne bom politiziral. Ne. Torej politika nima vrednosti več, torej ni cenjena, jaz sem po svoje vesel, da nisem udeleženec več te politike. Celo malo jo spremljam, ne. Jasno, da spremljam to, kaj se dogaja danes, to, kaj se dogaja v tem aktualnem trenutku, kar ni dobro za Slovenijo in zgodba je tipično naša slovenska, nikoli ne bomo uskladili interesov in ko zdaj bomo se dolgo pripirali, kdo nas bo vodil. Torej, je lepše v kulturi, kamor ste se zdaj podali. Hvala lepa, gospod Petek, da ste bili nocoj z nami in uspešne izvedbe, torej predstave Placebo. In upam, da bo si kdo izmed naših gledalcev si je že zagotovil karto in se bo seveda tudi v živo pogledal. Hvala za povabilo. Moje opravičilo, nisem se začetkal, jaz sem prehlajen zelo in mi ni prijetno, ampak upam, da sem odpravil svojo nalogo. Super ste bili. Hvala lepa. Zdajle pa si poglejmo pravi glasbeni predah. K nam na obisk v studio prihaja Gušti, česar se zelo veselimo. Poglejmo si njegov videospot Sjene.
Miha Guštin Gušti, dober večer v našem studiu. Miha, dolgo se nisva videla, kako si? Super. Zdaj, tebe spet vidim tako, kot si bila včasih. Hvala enako, hvala na komplimentu. Miha, solo kariera, zdaj že tudi kar nekaj časa, 10 let lahko rečeva, skoraj da bo letos, odkar si izdal torej prvo samostojno ploščo, si se razšel od skupine Bigfoot Mama. Ja, pač že 10 let, odkar sem nekako na solo poti. Zdaj že tle tretji album, včasih sem jih mogoče malo bolj na vsake 2 let nizu, tokrat je prišlo do par nekih tektonskih premikov, pa je bilo treba malo se vsesti nazaj pa premisliti, tako da je po nekem času zopet na polici novi album. Evo, tukaj ga lahko tudi vidijo naše gledalke in gledalci, torej video spot in single, ki smo ga videli, je bil kot najava v letu 2011, ki je že to, vmes drugi, ki ga bomo še slišali in pa tretji končno in si izdal novo ploščo. Kar se tiče tektonskih premikov, ki si jih omenil, to je bilo iskanje nove pevke, vokalistke. Vokalistke, ja. Moram priznati, da se je v bistvu šlo tako, da se s Polono že šla v studio delati tretjo plato in sva se v bistvu razšla, čisto zato, ker je ona pač hotela nekaj, kar jaz nisem hotel in pač kreativni razhodi, ne. In je prišlo do tazga razhoda, da dejansko ni bilo več moč sodelovati, ne. In jaz sem imel že vse komade v slovenščini, producent je bil pripravljen, band, vse, na kar je pač prišlo do tega, da smo šli na razen in sem mogel najti novo pevko. In pač to traja nekaj časa in potem je prišla Ema in je bilo treba pol vse te slovenske tekste prepesati v hrvaške tekste. In tako je, tako da je to bilo dosti naključno, da je Ema kot Ema Gagor iz Lošinja dosti, nisem, bom rekel, imel nekega namena, zdaj pevka s Hrvaške vleči, ampak ker dejansko smo se spoznala, dobil sem namig od prijateljice, da je izredno dobra vokalistka. Probali smo, res je bila in potem sem se odločil, da super je, dajmo delati. In to je pravzaprav njena prva profesionalna glasbena izkušnja, če lahko tako rečem. Tako je. Ona je v bistvu pela celo življenje, ampak predvsem v pevskih zborih. Še danes poje v cerkvenem pevskem zboru v Zagrebu vsako nedeljo pri maši. No, lepo. Ima še kaj časa, da s teboj nastopa, seveda? Seveda, saj smo mogli kar nekaj časa, da smo se, bom rekel, naučili ena drugega, da smo imeli vaje, da so bila ta snemanja, ker je bila prvič v studiu, da se je navadila na vse te ljudi, na vse te mikrofone, na vse te, ker se snema en komad, in ko prideš, posnamaš in greš, to se snema, pa se kitica snema pol dneva, pa se pol refren snema naslednje pol dneva, pa se pol back vokali snemajo mogoče naslednji dan. In to je dosti utrijajoče, to ne prideš, odpoješ komad in greš, in ona tega pač ni bila toliko vajena in zdaj se je nekako spoznavala s tem svetom. In je bilo blazno zanimivo to spoznati in videla, da se glasba v bistvu dela kot klobasa, razumeš, nekaj se melje, pa se pol začin, pa se pol zvije skupaj, pa etikira, pa pol šele na polico postavlja. Ja, perfekcionistično, ne? Absolutno. Ja, na tvoj način. Tako. Ja. Sicer pa najbrž naši gledalci ne vedo, da se ti pravzaprav že iz otroštva ukvarjaš z glasbo. Zanimiv podatek je, vse meni se je zdelo, da si odlično igral tamburico. Ja, jaz sem v bistvu tamburica začel igrati v 5. razredu v šolskem tamburaškem orkestru, ki so pač novačili mlade učence, da so zapolnili vrzeli, ki so nastale z leti. In se mi je zdelo, toliko sem očitno imel rad glasbo, da sem prejel za tamburico, čeprav nisi bil nek frajer, če si tamburico igral. Vsi moji prijatelji so fuzbal igrali, odzun košarko, z dekleti so se okoli pojali, jaz sem šel pa tamburico igrati, tako da se nisem glih prav ful hvalil okoli, ampak ta ljubezen do glasbe je bila očitno tako velika, da ja, tamburica je moj prvi inštrument, ki sem ga prejel v roko. In potem kitara. In potem kitara, potem tudi kontrabas v orkestru Mandolina in potem je prišla skupina Bigfoot Mama in se pa že ve, kaj se je zgodilo. No, vmes pa si tudi zaplaval v druge vode, gradbene vode, če lahko tako rečem, s katerih si se že takrat umaknil, ker hitro bil si v službi in opravljal delo geodeta. Ja. Pač, dokler se je na začetku Bigfootov, ker se od glasbe še ni dalo živeti, niti nismo pričakovali, da bomo mi kdaj živeli od naše glasbe, ker to pač nismo začeli zato, da bomo bili slavni, mi smo začeli zato, ker se nam je bilo fajn to delati, ne. In pač si mogel nekaj delati, da si se preživel in končal sem srednjo geodetsko šolo in je bilo treba pač zaslužiti, ne. In sem pač 5 let po Sloveniji upravljal posel geodeta in to, da sem meril tunele.
Tako da te tuneli, ki so iz Ljubljane proti Štajerski, tale Slovenika, Si jih ti imel in to so pripravil. točno to. Jaz sem jih imel tako, da še zmer stojijo, ravni so, nekateri malo manj. Tako da se z užitkom voziš v naše kraje. Zdaj prav nazaj sem razmišljal. No, zanimivo. Predlagam, da si pogledamo tvoj drug video spot. Igra in gušti. Prošla je zima, ulice su pune, nose naslovi, ljudi su vedri.
Odličen videospot, Miha, najbrž dobiš veliko komplimentov Ja, na svoje videospote, ki so zares tako kot glasba, no seveda tudi odlični. Moram tukaj pohvaliti Benjamin produkcijo, to so 4 mladi fantje, režiserji, ki mi zmer pridejo pomagati in si zmer posvetijo moje glasbi, tako da dejansko potem zgleda tudi ta slika nekako podpira tudi to glasbo in zato ti je tako všeč, ker se posvetijo glasbi in najdejo v tej glasbi točno to, kar je treba glasbi dati še sliko. Ne. A se ti kaj kovca po rokerskih časih, tistih Bigfootovskih? Pa so momenti, ki se mi kovca, so momenti, ki se mi sploh ne kovca. Ne. Ful se rad spomnim teh cajtov, moram reči, da sem blazno ponosen na svoje Bigfoote in teh 10 let, s katerimi sem igral teh pri njih in super, res, sem prav vesel, da se mi je to zgodilo. No. Imaš zdaj veliko nastopov, december je za nami. Ja, moram reči, da odkar je nova plata, pa te videospoti so nekaj naredili, vrti se kar dost koncertov je bilo in tudi če bo nekaj. Kakšna klubska turneja mogoče načrtuješ v tem letu? Zdaj imamo Kranj, Maribor, imamo enkrat proti spomladi, potem je Novo mesto, pa Ajdovščina. Ful sem vesel, da imamo v Zagrebu se začela dosti močno ta promocija delati, ne, in imamo zdaj 31.1. v Tvornici v Zagrebu koncert. To je dosti poznano koncertno mesto v Zagrebu. Kajti tudi tam je šla plata, ker je to dejansko zdaj nekako mešan projekt, slovensko-hrvaški projekt in tudi v Zagrebu so ga zagrabili in se ta glasba zdaj vrti tudi na Hrvaškem zelo veliko in kar pričakujemo tega koncerta, da vidim, ali je ta naša glasba prišla tudi na njihov teritorij ali ni, tako da me prav zanima, kaj se bo zgodilo 31. Jaz mislim, da se ne rabiš bati, da bo to polno. A prideš? Veš, pridem. Res še nisem bila v Tvornici, ampak vsi hvalijo in pravijo, da je super. No. Pridi. Ja. Ali pa bomo počakali na kakšen mariborski termin. Ne? Ti čakaš že, koliko časa že? Ja, dolgo že, nisem bila na kakšnem fajn koncertu, ampak bomo se potrudili in bomo prišli. Skratka, tudi ti imaš najbrž malo manj časa, glede na to, da imaš kakor jaz 3 otroke. Ne? Tako je. Ja, koliko so stari? 12, 7 pa 2. Aha. Tako da imam na 5 let paritveni proces. Imaš 2 fanta in punca. Tako je. Kako ti kaj gre? Očetovska vloga, kako ti je moram pisana reči, na kožo? da je to ena težjih nalog v mojem življenju, ker biti oče je vsaj meni kar težko, ker imam občutek, da vsak dan padem na izpitu. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz mislim, da hočem nekaj dobrega povedati, pa mi oni dosti hitro odgovorijo, da ne. Da bi oni drugačni in da se naj jaz drugače obnašam, ne oni. Tako da imamo te, bom rekel, dosti vzgojne momente, še posebej s ta najstarejšim sinom, ki je 12 let star in je že kar lepo zaplavil puberteto in je treba malo vajeti, v roke vzeti. Mu je všeč tvoja glasba? On pravi, da ne. Pa nekaj, da Justin Bieber. Ja, nekaj časa je bil tudi Justin Bieber, ker mislim, da je ta današnja mladina, se mi zdi, da predvsem jim je všeč tista glasba, ki ima največ klikov na YouTube. Ne. Mislim, da jim sploh več ni všeč glasba kot glasba, ampak da jim je bolj pomemben kliki na YouTube, pa koliko avtomobilov je v garaži, pa take stvari. Ja, druga generacija, drugače. Res je druga generacija. Predlagam, da si pogledamo še 3. videospot, ki smo ga pripravili. Meni je ta pesem zelo všeč in tudi po radijskih valovih se kar vrti, je treba povedati. Ne, da... Se lahko reče, da ti je najbolj všeč? Ja, najbolj všeč mi je, čeprav drugih nisem še slišala s plošče in hoču, neču, mislim, da vam je pesem znana, vse tisti, ki veliko poslušate radio. Ne. Dajmo si privoščiti še enkrat Guštija. Zagarają probudi.
Hoču, neču in gušti, zadnji videospot danes in preden se posloviva za nocoj. Miha, kakšni so načrti v tem letu? Čim več nastopov? Jaz bom pustil, tako da se bom postavil, kakor bo veter pihal, naj me nosi. Sicer pa nisem omenila, kot avtor si sodeloval tudi pri nastajanju glasbe za nadaljevanko Naša mala klinika, tudi to je znano najbrž. Ja, pa Kako tudi je bilo, redoglavce sem delal. Tako, in kakšne so tam izkušnje? Tam je pač drugače, tam pač delaš glasbo zato, da bo slika lepša, ne? Pri spotih je pa glih obratno, delajo sliko zato, da bo glasba lepša. Torej, te mika tudi mogoče kak film? Absolutno, če bo ponudba padla, ne bom rekel ne. Sicer pa ti želim čim bolj uspešno klubsko turnejo in pa tvornica naj bo polna 31. januarja v Zagrebu. Hvala lepa, Miha, da si bil danes naš gost. Zdajle pa vas vabim, da nas pokličete, na vrsti je nagradno vprašanje. Nocoj vas sprašujemo, kaj vas bi vprašali, kaj se je začelo ta teden v Mariboru? Katera prireditev, ki jo boste lahko gledali kar celo leto, različne prireditve. Torej, nagrada so vstopnice za Fontano, tako je, in sicer pa tudi nekaj majic imamo pripravljenih televizije Maribor. Naši telefonski številki sta se tudi že izpisali, 02420 12 44 in 02420 12 50. Tako. Torej, pokličite nas, odgovorite na nagradno vprašanje. Zdaj že 2 oddaji, pa mislim, da vse posod v vseh medijih, v časopisih, na naši televiziji govorimo samo še o tej strašni prireditvi oziroma prireditvah, ki so povezane s tem najdogodkom v Mariboru in pa lahko rečemo tudi v Sloveniji. Nekdo pa je že z nami, dober večer, lepo pozdravljeni. Enako tudi vam, Marjan tukaj na tej strani. Marjan, dober večer, kako ste, kaj? Super, v redu. A ste kaj žalostni, ker nič ni snega? Kje je zima? Zvončki rastejo pod Pohorjem? Ne. Zlata lisica je prestavljena v Kranjsko goro. Ste kaj žalostni zaradi tega? Nič, nisem žalosten, nisem smučar. No, povej. Pa dobro, malo bi se sankali, pa malo snega, ne? Pa nič ne bi škodilo. Bomo šli, bo še snega. Pravijo drugi teden, da bo, se meni zdi. No. Zdajle pa greva od vremenske napovedi k odgovoru na nocojšnje nagradno vprašanje. Evropska prestolnica kulture, je to to? Ja, seveda, pravilen odgovor, Evropska prestolnica kulture. Ste si mogoče že kaj pogledali program, boste kakšno prireditev obiskali, se česa še posebej veselite? Koliko sem slišal, nekaj se v soboto dogaja, ali? Je to Marsikaj. Ne vem, na tistem novem trgu v Mariboru, ne vem, nekaj takšnega. Tako je, dan D in še marsikaj na trgu Leona Štuklja, že to soboto in pa tudi nedeljo. Hvala lepa, Marja, nagrada je vaša, pustite podatke v režiji. Zdajle pa si še privoščimo mlad up, prihajajoč up slovenske glasbene scene, Tadej Eder in Lazy Song. Tadej, izvoli. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at a tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. No, I've been lying on the couch just chilling in my snuggie. Click to MTVs and they can teach me how to doggy. 'Cause in my castle I'm the biggest man. No, yes I said it, I say it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at a tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Ooh, 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 nothing at all. Ooh, ooh, ooh. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex. She's gonna scream out, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. Sorry, pops, you just have to wait. No, yes, I said it, I
I say it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at a tone. Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I just chucked in a birthday suit, let everything hang good. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at a tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Ooh, ooh, ooh. Nothing at all. Ooh, ooh, ooh. Nothing at all. Takole, Tadej Eder na našem odru, sicer si že stal na našem odru. Dober že večer, stal. Tadej. Dober V večer. silvestrski oddaji si spremljal svojega mentorja Petra Janoša. Koliko časa se že ukvarjaš s petjem? Kar veliko. Ja, vedno sem se ukvarjal s petjem, ne. Od malega že. To je tvoja prava ljubezen. Sicer pa kot zanimivost naj omenim, da je Tadej po poklicu pek. Ja, pek. Pek, ampak ne opravljaš tega Ne poklica, si opravljam, rekel. Nikoli ne spečeš kruha doma? Ne pečem, drugače pa znam speči kruh, ja. Krofe pa več ne. Ne. Tega se niste Dovolj je bilo učili? na praksi A ja. krofov, ja. Aha. Skratka, si se odločil, da se boš raje ukvarjal s Ja, petjem. ja. Že kot otrok prihajaš iz Svete Ane, to je pri Lenartu, Ja. iz okolice Maribora. Si kot otrok že nastopal na porokah, so mi povedali, in Tudi, odlično si igral harmoniko. Ja, kot mali, ja. Samo zdaj bolj kitara, ne. Kakšni so tvoji spomini na otroštvo preživeto? Kaj si vsako soboto kaj zdaj igral s harmoniko tu in To je tako, so tam? me povabili, pa sem tako 3-4 zaigral, pa malo hece povedal, pa je to bilo to, ne. Koliko si bil takrat star? Ja, 8, 9, 10, tu nekaj, 12. In zdaj si se preusmeril v drugačno glasbo. Ja, rock, Lazy Song je rock. seveda čisto nekaj drugega. Harmoniko si zamenjal s kitaro. Ja. Kdo so tvoji vzorniki? Pa nimam nekega vzornika, drugače Bruno Mars je trenutno en najboljših, ne. Jaz sem edino, kar sem se spomnila od najstniških idolov, Justin Bieber. Justin Bieber, ja. Ta ima dobre komade, ampak njega poslušam, ne. Torej Bruno Mars. Bruno Mars, ja. Učiš se torej tudi petja pri Petru Janošu. Učim se, ja. Pa pojemo v kup v dveh skupinah, trio pa kapela. Ti je to tudi všeč? Ja, to je super, ja. Torej poroke si zamenjal z bolj svečanimi Se prireditvami. še imamo zdaj tuj poroke, ne. A tudi poroke, ja, seveda v cerkvi in to pojete, to ne? ja. Ave Marija in tako naprej in kaj drugega, seveda. Predlagam, da se še našim gledalcem predstaviš še z eno pesmijo, ki si jo pripravil za nocoj treme. Vidim, da več nimaš. Ne, nimam Kaj več. bomo zdaj le slišali? Jonas Brothers, Gotta Find You. Jonas Brothers, velja. Tadej, Okej. izvoli. Hvala lepa. Every time I think I'm closer to your heart, what it means to know just who I am. I think I finally found a better place to start. No one ever seems to understand. I need to try to get to where you are. Could it be you're not that far? You're the voice I hear inside my head, the reason that I'm singing. Need to find you, I gotta find you.
here inside my head. The reason that I'm singing, need to find you. I gotta find you. You're the missing piece. I need the song inside of me. I need to find you. I gotta find you. Been feeling lost, can't find the words to say. Spending all my time stuck in yesterday. Where you are is where I wanna be now. Oh, next to you, you're next to me. You're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing, need to find you. I gotta find you. You're the missing piece. I need the song inside of me. I need to find you. I gotta find you. Oh yeah. Tadej Eder še pred kratkim na našem odru, zdaj pa že tukaj z nami. Zelo super nosi. In vesela sem, da predstavljamo tudi takšne mlade talente v naši oddaji. Si zadovoljen z izborom na misiji Evroviziji? Zagotovo si to Niti spremljal? Ne spremljam tega, to pa me boljše, da ne sprašujete, ker to pa res ne gledam nič. Si se sam mogoče prijavil kdaj na takšen izbor? Nič. Sploh me ne zanima to, ne. Rajši igram tak s prijatelji, pa to, kaj imamo skupine. Te ne mika, da bi na tak Ne, način... slava me ne mika, ne. Res ne. Kakšni pa so torej tvoji načrti v tem letu? Ja, je neka zaposlitev, ne. Iščem zaposlitev trenutno, ne. Drugače pa ja, da bomo čim več peli, ne, pa da bomo dobro peli, ne. Ker vadimo dosti, ne, smo še dobri smo, ampak tako tudi ne. Ampak vadimo, ne, da bomo prav dobri. Zaposlitev misliš, da boš delal kot pek? Ne. Aha, kaj drugega? Bilo kaj druga, ja, peknemo. Aha, kako pa to, da si izbral to šolo? To sem se v 5 minutah odločil za to šolo, ne. Prvo sem bil medijski tehnik, samo tam ni mi šlo, ne, pa tu len sem bil, ne. Pol pa sem se izpisal, pa sem se še tisti trenutek odločil pač za pekane, samo preko ceste na živilsko. Misliš, da se da danes od glasbe dobro živeti? Vse da, ja. Solidno najbrž. Solidno, ja. Ja. Zdajle bom povabila naše gledalce. Znova imamo nagradno vprašanje in sicer nagrada je kar 2 vstopnici. Imamo za nastop 25. februarja v Gradcu Paul van Dyk, DJ, zelo znan DJ, ki ima veliko nastopov. Tako da, če se le da, pokličite tisti, ki ga radi poslušate oziroma uživate v njegovih glasbi in na njegovih nastopih. Kot vidite na naših posnetkih, je to res nekaj posebnega, laser šovi in marsikaj skratka, ne. Te mika taka glasba, Tadej? Ja, včasih. Ti je všeč? Ja, včasih. Ja. David Guetta je bil tudi v Ljubljani, torej konec prejšnjega leta, pravijo, da je bilo odlično. Torej, vsi tisti, ki bi želeli dobiti vstopnici za nagradno vprašanje, pa se glasi, kakšno bi dala nagradno vprašanje? Kdo nastopa, to smo pač povedali. Skratka, povedati nam morate vsaj eno pesem oziroma en hit tega DJ-ja. Paul van Dyk torej prihaja 25. februarja v Gradec. Naši telefonski številki sta 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Torej, nagrada sta 2 vstopnici. Jaz upam, da vprašanje ni pretežko, kajti to je prava nagrada za tiste, ki ga res obožujete, ne? Torej, 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Če boste pa malce po internetu pogledali in kak hit njegov, pa lahko nam tudi pišete na codstyle@rtvslo.si. Kje te bomo lahko kaj videli v prihodnosti za širšo publiko ali nastopaš samo... Ja, v tej oddaji. Samo v naši oddaji? Ja, trenutno v tej oddaji, čez mesec dni nekaj.
za to večjo skupino a capella. Aha, prihajate torej Ja, k nam na sem, ja. obisk. No, velja, vidim, da veš več od mene, ampak nič hudega. Tako imamo, je mogoče kdo poklical, je kdo z nami? Imamo morda telefon? Halo? Nimamo telefona. Torej, mislim, da bosta karti še ostali in počakali na nekoga, ki si res želi na koncert v Graz. Že torej, prihodnji teden bomo znova podelili karte ali pa majico naše televizije. Tadej, hvala lepa, da si bil nocoj naš gost. Želim ti veliko srečo, da bi našel službo po tvoji meri in okusu in seveda, da se boš naučil in čez en mesec torej znova v naši oddaji se boš predstavil širši zasedbi a capella. Ne? Boste zapeli in se predstavili torej s svojimi prijatelji tudi v živo. Hvala lepa še enkrat in hvala tudi vam, da ste izbrali nas za vašo nocojšnjo družbo. Prihodnji teden prihaja k nam na obisk Adi Smolar in mnogi drugi. Čim manj stresen teden vam želim in lahko noč.